Živjo in lepo pozdravljeni v ponedeljkovem angelskem navdihu. Sem Manca Razboršek, avtorica knjige Angelski svetilniki, life coach in pa transformacijska mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svojo žensko esenco, uživati v življenju in navdihovati druge. Za nami je kar pester vikend, sploh ženske smo imele eno posebno delavnico Zaljubi se vase, ljubi sebe, kjer smo res odpirale nova področja in ugotavljale, kako velike in mogočne smo, ko smo povezane same s sabo, ko smo v stiku same s sabo in kako pomembno je to v vsakdanjem življenju. Zdaj pa me prav zanima, kakšne energije se nam pojavljajo v tem tednu. Tako da nas angeli navdihnejo. In prva karta oziroma energija, ki jo angeli pripravljajo oziroma ponujajo, je dvojka vode. Dvojka vode je čustvena energija, energija odnosov, predvsem pa je to energija odpuščanja. Se pravi, spuščanja, odpuščanja, kaj morate pustiti za seboj, kaj je tisto, česar ne potrebujete več in lahko različne tiste individualne povezave, ki jih imate v odnosih, se pravi ena na ena, lahko na ta način, ko stvari spustimo, ko zamere spustimo, ko odpustite, lahko izboljšate in hkrati okrepite. Ker vsak odnos nam prinese neko darilo, nekaj, kar je potrebno pogledati in najti izkušnjo, najti lekcijo in pa hvaležnost. Druga karta je desetica zemlje. Desetica zemlje. Desetica zemlje govori o družinskem življenju, o naših koreninah, o tem, kje se čutimo doma. Ko imamo korenine urejene, ko trdno stojimo, ko vemo, kje je naša zaslomba, takrat se lahko posvetimo tudi tistim drobnim stvarem v vsakdanjem življenju, ki nas izpolnjujejo in odkrijemo čarobnost. In iz teh dveh kart nekako bi rekla, da poglejte, kje imate v družini med svojimi najbližjimi odnosi, kje imate še kakšno stvar, ki je za spustiti in vam na nek način lahko malo preprečuje, da bi polno uživali čarobnost življenja. In to so čisto take konkretne zadeve, nič preveč eteričnega, nič preveč astralnega, energetskega, ampak čisto konkretne energije. In pa devetica ognja. Devetica ognja je pa res energija. Se pravi, imamo čustva, imamo čista opremljivi zemeljski nivo in pa imamo energijo. Ko res tisto energijo, ki je bila ujeta v določenih nesoglasjih, ko jo sprostite, takrat se toliko ene energije sprosti, ki jo lahko v nekaj novega potem vlagate, da je to res za tiste, ki veste, kaj to pomeni, veste, o čem govorim, tisti, ki pa še ne veste, si pa dajte to možnost in sprobajte. In boste videli, koliko se vam lahko ene energije sprosti, ki je bila prej ujeta v določenih odnosih. Tako da zaupajte vase, verjemite vase, dajte si možnost in dajte postaviti tudi meje. Na delavnici, ki je za nami, smo zelo veliko govorili o ranljivosti. O tem, kako si moramo pustiti, da ostanemo odprti, tudi takrat, kadar ni prijetno. Ampak to je možno takrat, ko so meje dobro postavljene. Se pravi, ko se zgodi nekaj, kar me zaboli, ja, me zaboli, ampak to ne pomeni, da se bom nazaj zaprla. Če se pa zgodi, da to se ponavlja, takrat moram pa tudi jaz postaviti mejo in reči, zdaj pa dovolj. Se pravi, bom zdaj čistko rekla, če me nekaj zaboli, če me nekaj zadane v srce, ja, me zaboli, ampak ne bom pa pustila, da me to konstantno suva. Takrat bom postavila mejo in bom rekla, dovolj je. Tako da ranljivost ja, ampak ne brez postavljenih mej. Zato v tem tednu vam želim, da res tiste odnose, ki jih imate v družini, lahko v sorodstvu, med prijatelji, med ljudmi, ki so blizu, da pogledate, kje vas energija mogoče še
zadržuje in bodite vi tisti prvi, ki ponudi spravo. In dajte potem na tem graditi naprej. Tako da, to bi bilo to za ta teden. Jaz vam želim en čudovit teden, poln navdihov in se vidimo naslednji ponedeljek. Čau, čau. Zdaj moram jaz nekaj posnet, veš? Penguin is hiding. Aha, kar pojdi pogledat tja. Ko se na poslovnem področju stvari obračajo. Strawberry. Lepo. Moja nečakinja mi danes kaže jagode. Lahko pustite zadaj, ker enostavno vas ne podpirajo več. Tako da en čudovit teden in se znova vidimo v ponedeljek. Čau, čau.